Na poti iz Firenc v Innsbruck se je julija 1765 cesarica Marija Terezija številno družino in spremstvom za kar nekaj časa dala povabiti knezu škofu Brixen. Za to priložnost je gostitelj v dunajski cesarski manufakturi naročil sjajni porcelanski servis iz 220 kosov. Kot delikateso so na enem od obedov postregli tudi juho iz želu, ki so jih za to priložnost posebej naročili iz Bleda. Čez 2 leti, prav na njen 50. rojstni dan, je cesarica ukazala krancem saditi krompir, da bi jih s tem rešila lakote. Ta do takrat neznana poljščina je naletela na odpor pri ljudstvu, ki je uničevalo prve nasade. Da bi jih zavarovala in organizirala straže, stražarji pa so bili zato oproščeni vojaške službe. Zato takrat pravimo, da imaš krompir, če imaš srečo. Takole, najlepša hvala. En premor smo imeli na račun teh prazničnih dni. Treba je povedati, da je današnja tematika pravzaprav izjemno pomembna. Glejte, meni se zdi pravzaprav skoraj logično, da smo imeli ta premor vmes, da se en teden nismo videli. Namreč tako, kot je ta razmik malo daljši, tako seveda tudi v zgodovini družine Habsburžanov lahko Marijo Terezijo postavimo kot neko ločnico. Namreč, če se boste spomnili, to bo zdaj že kar nekaj časa nazaj, pred 14 dnevi smo govorili o Habsburžanih kot o mecenih, prej smo pa pravzaprav 2 predavanji zaporedoma pokopavali Habsburžane. In zadnjič, ko smo pokopali zadnjega moškega potomca Habsburške dinastije, spomnimo se cesarja Karla VI., rekli smo, da so ga zelene mušnice pokopale, smo pravzaprav potegnili črto. Formalno gledano Habsburške dinastije ni bilo več. In zasluga Marije Terezije je ta, da imamo še danes Habsburžane in da jih je toliko, da jih verjetno tudi sami ne znajo prešteti. Ne govorimo o morda 400 ljudi, ki imajo ta priimek. Ali so to normalno Habsburg-Lothringen, ali so Habsburg-Este, ali itd., itd. Različne variante imamo. In tu je seveda zasluga Marije Terezije. Torej, mi jo poznamo predvsem kot reformatorko, kot seveda mati številne družine, kar je prav osvežujoče v pogledu na to, recimo z njenega zornega kota preteklost, bližnjo preteklost njenega očeta, strice, dede, ki so vsi po vrsti umrli, ne da bi zapustili moškega potomca. Marija Terezija tu vnese neko novo svežino. Kot mati, kot žena, kot vladarica, izogibam se bom izrazu cesarica, čeprav je pri nas tako udomačen, in med vsemi narodi, ki mi je nekoč vladala, čeprav Marija Terezija je bila samo žena cesarja, mati 2 cesarjev, sama pa nikoli ni bila cesarica, nikoli je niso okronali, čeprav je bilo to normalno, da je bila žena od cesarja okronana za cesarico. Ampak Marija Terezija to ni bila. Torej, bila je vse drugo, samo cesarica ne. Ampak, če boste rekli cesarica Marija Terezija, vas bodo razumeli Čehi, pa Poljaki, Hrvati, Italijani in seveda Avstrijci. Vsi bodo vedeli, o kom se govori. Dajmo za uvod pogledati, kako je sploh prišlo do Marije Terezije. Leta 1712 smo na avstrijskem prestolu imeli cesarja Karla VI., torej tega gospoda, katerega podobo gledate,
takega pravega, pompoznega, poročnega vladarja, ki dotedaj ni imel nobenih potomcev. Poročen je bil z tole gospo, cesarico Marijo Kristino, ki je izhajala iz zelo pomembne, zelo stare plemiške družine, dinastije Velfov. Morda poznate italijansko obliko, to so Guelfi. To je sicer družina, ki izhaja iz Italije, živi pa še danes v Nemčiji in gospa se je pisala von Braunschweig-Wolfenbüttel. Torej, bila je iz zelo pomembne, originalno seveda protestantske družine. Postala je katoličanka, postala je soproga cesarja, cesarica in mati Marije Terezije. Morda je bilo že to zelo pomembno. Namreč Karl in pa Marija Kristina si dejansko nista bila v sorodu. In končno je prišlo neki sveže krvi v to, bomo rekli, gensko tako zakomplicirano habsburško družino, da je dejansko grozilo izumrtje. Leta 1712 Karl, ki še vedno ni imel otrok, ne fantov, ne punc, naredi pragmatično sankcijo. Torej, izda dokument, s katerim naj bi se habsburške posesti dedovale po ženski liniji, če ni moške. Namreč Karl ni imel otrok. Če bi umrl brez otrok, bi seveda bil problem. V skladu z pravnim sistemom Svetega rimskega cesarstva ženske niso smele dedovati. Karlova težava je bila v tem, da je bil del njegovih posesti znotraj cesarstva, velik del pa izven cesarstva. In zadeve so bile vse prej kot urejene. Karl in Marija Kristina imata za sabo že nekaj nosečnosti, če lahko tako rečem, porodov, ki niso seveda bili, bom rekel, uspešni. In po večjih poskusih, po večjih, nažalost, mrtvorojenih detetih se rodi Marija Terezija. Ena od številnih Habsburžank z seveda s tem imenom, hkrati tudi zadnja. Po njej ni nobene Marije Terezije več v habsburški družini, kar je zelo nenavadno, ampak tako je. Tukaj imamo portret mlade Marije Terezije, vidite, 17 let je stara, privlačna, simpatična, tako samozavestna mladenka, za katero je bilo takrat že jasno, da bo postala vladarica. Lani smo praznovali 300. obletnico njenega rojstva, torej, če je tule stara 17 let, pomeni, da je portret nastal leta 1734, malo preden, da se Marija Terezija poročila. Marija Terezija je bila tedaj že seveda najbolj resna kandidatka za prevzem očetovih posesti, očetovih naslovov. Ampak med njo in oblastjo leži nekaj, kar se imenuje salijsko pravo. Da ste že to kdaj slišali? Morda ne. Kaj je salijsko pravo? Gre za pravo salijskih Frankov, torej plemena, ki pride v centralno Evropo po propadu rimskega cesarstva. Glejte, vi vsi ste že slišali za rimsko pravo. Rimsko pravo je bilo na področju dedovanja zelo, zelo jasno. Prednost imamo moški, ampak če ni moškega dediča, je ženska enakopravna. Torej, ženska lahko podeduje vso premoženje, vse, če ni moškega potomca. Torej, to je pravo, ki ga Rimljani seveda uveljavijo. Ampak po propadu cesarstva vemo, kaj se zgodi. Pride barbarska ljudstva in rimsko pravo se ne ohrani povsod. V centralni Evropi, recimo v tem jedrnem delu Evrope, se uveljavi frankovsko pravo, frankovsko salijsko pravo, ki pravi, da ženska nima pravice dedovanja, ne posesti, kaj šele naslovov. In tako dobimo v Evropi dva vzporedna sistema. Središče Evrope ženske potisne iz politike.
Katere dežele so to? Francija, Nemčija, večji del Italije, recimo dol do Rima nekje, Češka in s tem dobimo eno veliko območje, recimo Karlovega cesarstva, karolinško državo, kjer ženske ne seveda smejo dedovati. V Franciji je veljal izrek, ženska in lilija, to ne gre skupaj, torej lilija simbol francoskih kraljev. Glejte, dobro je bilo pa to, da so seveda to pravo samo tukaj imeli. Namreč lahko rečemo, robne evropske države obdržijo rimsko pravo. In kaj vidimo tam? Ja, ženske na prestolu. Ravno tako kot moške. Velja za Sicilijo, Španijo, pomislite na slovito kraljico Izabelo, Portugalsko, velja seveda za Britanijo, na Elizabeto I, na seveda Viktorijo, konec koncev zdajšnjo Elizabeto, za Norveško, Švedsko, Dansko. Potem seveda velja to za Rusijo, samo na 4 velike carice v 18. stoletju pomislimo. Boste rekli, odkot pa rimsko pravo v Rusiji? Ja, preko Bizanca, v katerem tudi vladajo cesarice. Torej imamo tak krog, pridemo nazaj v Sredozemlje na Sicilijo. Sredina ne prepove žensko dedovanje, obrobne dežele ga dovolijo, ga ohranijo. Na nesrečo seveda je bila Marija Terezija rojena v deželi, kjer je to bilo prepovedano in njen oče je seveda se trudil, da bi dovolil, da bi ostala Evropa dovolila dedovanje ženske. Najprej je seveda imel v mislih svoje sestre, ko se mu rodita 2 hčerki, torej Marija Terezija ni bila edinka, se seveda v boj poda za njeno dediščino. Na papirju je bil uspešen. Tu ni nobenega dvoma in seveda Marija Terezija je imela vse na papirju zagotovljeno dediščino. V tem času seveda je bila Marija Terezija že dovolj stara, da so resno razmišljali o poroki in seveda so zbrali soproga, ki je bil ne samo zelo primeren po stanu, pač pa seveda tudi, kar je bilo zelo pomembno, je bil všeč mladi nadvojvodinji. To je bil Franc Štefan Lotarinški, tu ga imamo sicer nekoliko starejšega že, v njegovi prekrasni delovni sobi. On je bil velik znanstvenik, bomo o njem še kaj povedali, ljubitelj astronomije, mineralov, predvsem se pa spoznal na finance, torej to, kar sicer se Habsburžani niso. Ampak on je bil Habsburžan, bil je Francoz, bil je iz Lorene, Lotaringije. Njegova babica, njegova mama je bila hči brata francoskega kralja Ludvika XIV. Torej je izhajal iz francoskih kraljev. In kot tak seveda je bil čisto drugačen, kot so bili Habsburžani. Neki kapljice habsburške krvi je imel, ampak bil je drugačen. In mlada dva sta se poznala že prej, preden da sta se poročila, in njun zakon je bil srečen. Torej, danes bi morda rekli, da je bila Marija Terezija zelo popustljiva, po drugi strani seveda je bil Franc tudi zelo popustljiv. V času, ki je bil dominantno moški, pa 18. stoletje ni ravno dober primer za to, je bil vendarle zelo popustljiv do svoje žene, ki mu ni pustila dihati, kar se tiče politike. On je bil sicer cesar, ampak ona je imela pa hlače pri hiši doma, in to dobesedno in prenesenem pomenu. Torej, Marija Terezija možu ni pustila, da bi se s politiko ukvarjal. Torej, kaj mu je preostalo? Finance, znanost, pa kaka ženska, tu pa tam vmes. Ja, Marija Terezija je bila noseča več kot 16-krat. In Franc, tu je pa bil le moški, pa Francoz, kje boste pa Francoza videli, da bo, čakal, da bo žena rodila. To odpade. Torej, zakon je bil srečen. Zdaj, problem je bil pa to,
da se je Franc lahko z Marijo poročil, se je mogel odpovedati Loreni, torej svoji dedni deželi, in v zameno je dobil nadomestno državo. Tedaj se je to delalo tako, kot se menja hlače. Ene daš drugim, dobiš pa nove. Kam seveda usoda Franca in Marijo Terezijo napoti? Glejte, tukaj imate odlomek ene čudovite freske v Firenški palači Medici. Prikazan je princ Jean Gaston Medičejski, zadnji Medičejec. Medičejska dinastija je izumirala, tako kot ta originalna Habsburška. In ko se Marija Terezija in Franc Štefan poročita, ta mladi lušen princ ni bil več mladi lušen princ, pač pa je bil tole, postaran, popolnoma naveličan življenja, veliki vojvoda toskanski, sijajna figura. Komot bi vam lahko 2 predavanji samo o njem govoril. Torej, težko bi našli bolj kontradiktorno figuro, ampak po naravi zelo prijazen, zelo dober človek, sicer trmast. Zadnjih 10 let ni več hotel iz postelje vstati. In kadar je kaj bilo treba narediti, so ga s posteljo vred nesli. Dejstvo je, da ni imel otrok. Sicer je uredil nasledstvo, španski Habsburžani, Bourboni bi naj podedovali Toskano, ampak velike sile odločijo drugače. Jean Gaston umre leta 1737 in v skladu z pravili mednarodne politike Franc Štefan in Marija Terezija podedujeta Toskano. Prideta v Firence, Florentinci so bili vse prej kot veseli, ampak Jean Gaston je dobesedno na smrtni postelji naredil eno izjemno potezo. Namreč zapisal je, da vso premoženje, s tem je pa lahko razpolagal, z državo ni mogel, sicer prepade novemu vladarju, ki pa ga ne sme odpeljati z države. Zato lahko greste danes v Firence, gledate Uffizie, Palačo Pitti, Akademijo in tam gledate Botticellija, Michelangela, Leonarda, kaj sem koga še. Ker je pač ta gospod rekel, vi boste že dobili Habsburžani državo, ampak ven pa ne boste mogli kaj odnesti. In v glavnem tudi niso. Torej, zaradi tega je ta gospod bil tako cenjen in so rekli seveda Florentinci po 3 tednih vlade Franca in Marije Terezije, da bi dali vse na svetu, da bi prišel Jean Gaston nazaj. Ampak to se ni zgodilo. Torej, Marija Terezija in Franc Štefan nista priljubljena bila v Toskani. In ko se seveda to tudi njima nekako zazdi, odpotujeta in se nikoli več ne vrneta v Toskano. Franc Štefan vlači denar od tam, davke pobira, sam pa nikoli več ne gre nazaj. Glejte, leta 1740 umre cesar Karl in Avstrija, kot vidite, je že zelo velika država tedaj. Torej, kaj je avstrijsko? Tako imenovane dedne dežele, Madžarska z vsem tem ogromnim ozemljem, Češka država, Šlezija, potem imamo posesti tule na območju Württemberga, Burgundije, območje stare Habsburške grofije, Toskana je njihova in pa Belgija. Zdaj seveda se pojavi vprašanje, kdo bo dedoval. Torej, pragmatična sankcija je veljala. Bile so pa pravzaprav 3 možne dedinje. Jasno, Marija Terezija vemo. Ampak Marija Terezija je imela 2 teti. Ena je bila Marija Amalija, ki je bila poročena z bavarskim volilnim knezom Karlom Albrechtom. In kot vidite, tule, imamo potem tudi cesarsko krono. Cesarska krona ni bila dedna, pač pa so jo volili, volilni knezi so se sestali in izvolili novega cesarja. Nobena ženska ni mogla seveda to krono imeti in ko Karl VI umre, se volilni knezi sestanejo, niso se odločili, da bi izvolili Marijinega soproga, torej Franca Štefana, in izvolijo Karla
Albrehta, ki zdaj postane Karl VII., torej naslednji svetorimski cesar. Tule ga imate na taki pompozni sliki, ampak v bistvu je bil ta Karl VII. En velik revež. Torej, ko je odpotoval v Frankfurt, kjer so ga okronali, so Habsburžani zasedli Dunaj in do konca svojega življenja je bil begunec. Nihče se ni več potem sikiral za njega. Druga varianta za dedovanje je pa Marija Jožefa, torej mlajša teta Marije Terezije, ki je bila poročena z Avgustom III., velikim, volilnim knezom Saške in kraljem Poljske. Ampak Avgust je raje imel slike, umetnine in se ni toliko brigal za politiko. Malo je sicer se poigraval z idejo, da ne bilo slabo biti cesar, ampak hitro na to pozabi. Torej, Marija Terezija s te strani dejansko ni imela nekih hudih problemov. In zazdi se, da bo vsa stvar precej enostavna. Ampak, seveda, to, da so Habsburžani v tem trenutku izgubili cesarsko krono, je bil manjši problem. Večji problem predstavlja nekdo, ki sploh ne bi smel biti problem. To je bil tale gospod, Friderik II., kralj Prusije. Friderik je bil mlad, pravzaprav samo nekoliko starejši od Marije Terezije. Friderik ni nič posebej pomišljal, pač pa je zasedel del ozemlja Marije Terezije, to je Šlezija. Torej, s tem dejansko nastane stanje vojne. Torej, vojne, v katero je bila potisnjena vsa Evropa. Friderik je rekel, jaz priznam Mariji Tereziji vladavino na njenih ozemljih, ampak Šlezijo pa hočem zase. To je seveda pomenilo en precedenčni primer. Ostali vladarji so rekli, Friderik si vzel svoj kos, tudi mi bomo. Namreč, vi morate vedeti nekaj. Evropa tistega časa je bila med seboj rodbinsko tako povezana, da je vsak lahko dokazal vse. Z isto pravico, kot je Friderik Šlezijo okupiral, bi Marija Terezija lahko okupirala kaj s vem kaj. Če se bom rekel, pošalim, Rim, papeško državo, ali pa karkoli drugega. Torej, vsi so bili v sorodu. Pa ne, uradno ne je veljalo, katoliške družine se poročajo z katoliškimi, protestantske s protestantskimi. Ampak to je bilo samo tako, na prvi pogled. Dejansko imamo pa seveda tudi take pribege enega v drug tabor, samo pomislite na mater Marije Terezije, ki je bila sicer iz protestantske družine, in na ta način je bila Marija Terezija v žlahti z vso severno Evropo po svoji materi. In bi seveda lahko zahtevala, verjetno, z malo hokus pokusa, švedski prestol, pa morda celo angleškega, namreč v Angliji tedaj vladajo Hanoverani, ki so samo del te velike dinastije Velfov, kateri je tudi mati Marija Terezija pripadala. In tako naprej. Torej, pravno se je dalo dokazati ravno vse. Torej, tu ni bilo zdaj nobenega vprašanja. Zdaj, Marija Terezija je imela nesrečo, veliko nesrečo, namreč Reva ni imela posebnih političnih izkušenj, ni bila posebej izobražena in vojska ne je bila v poraznem stanju. Odkar je princ Eugen umrl, tudi niso imeli nobenih dobrih poveljnikov in Marija Terezija je seveda bila tule skoraj gola in bosa. In je lahko samo upala, da ostala Evropa ne bo sledila Friderikovemu začetnemu koraku. Zdaj, nažalost se to ni zgodilo. Tista figura, ki je spremenila vse skupaj, je tale gospod. Zelo prijazno deluje, kardinal Hercule de Fleury, predsednik francoske vlade. In tak je tudi bil. Verjetno najbolj pošten politik, kar ga je kdaj Francija imela. Vladal je namesto Ludvika 15., ki so ga bolj ženske zanimale, mu ni za zameriti, fant je bil mlad tedaj.
Flerija je poslušal. Fleri je bil tako kot je nadomestni oče, učitelj, in Fleri je imel takrat že 90 let. Ni imel nobenih potomcev, žlahto je odslovil, je rekel, prej me niste poznali, jaz vas pa zdaj ne. In Fleri je bil za mir. Na noben način ni hotel v vojno. Francija, je rekel, je zadost močna, naj stoji ob strani, da se bojo drugi stepli, potem bomo že mi pobrali. Francija je bila takrat edina država in edinkrat v njeni zgodovini se je namreč zgodilo, da ni imela primanjkljaja v plačilni bilanci, pač pa presežek. Tako dobro je Francozom šlo. Ampak Fleri je bil star, 90 let, in leta 1742 umre. In kaj se zdaj zgodi? Torej njegov varovanec, Ludvik 15., tule ga vidimo, v času njegovega kronanja, popusti pritiskom plemstva. Plemstvo se je dolgočasilo v Versailles, vse je bilo fajn, ampak predstavljate si plesi pa zabave, pa ljubimkanje nočen dan skozi leto v leto. Namreč Fleri je stopil na bremzo, kar se tiče vojne. Nobene vojne, nobene prilike za slavo. Cela generacije, ki so sanjale o vojaški slavi, so tako tam v Versailles se prestopale z nogo na nogo, zehale in čakale, da bo ta stari umrl. In potem se je to zgodilo. Ludvik 15. je zelo spoštoval Marijo Terezijo. O tem bomo še kako besedo spregovorili. Zelo cenil jo je. Zdaj, Ludvik je imel po naravi zelo rad ženske. Ampak Marijo Terezijo je cenil kot zelo krepostno žensko, torej to, kar on vsekakor ni bil, torej ne kreposten, še manj seveda ženska, ampak predvsem ni bil kreposten vladar. Bil je mlad, neizkušen, tako kot Marija Terezija, in njegovo plemstvo ga je pregovorilo. In tako je Francija stopila na stran Prusije proti Avstriji. Stoletja sta Habsburška hiša in pa Bourbonska, še prej pa hiša Valois, bili vojno za prevlado in Evropi. In vojna, ki se zdaj formalno tudi, bom rekel, začne, je vojna, ki sledi tem starim vzorcem. Torej, vojna za avstrijsko nasledstvo, ki jo, kot jo imenujemo, je seveda se zdaj začela z vso silo in roko na srce, Mariji Tereziji ni ravno dobro kazalo. V tem trenutku je Marija Terezija naredila tisto edino, kar je pravzaprav preostalo. Obrnila se je na svoje narode, na svojo ljudstvo in jasno tam našla podporo. Slika, ki jo vidite, vam je morda znana, to je Dunajski graben, torej gre za seveda glavni trg starega mestnega jedra. Tule lahko lepo vidite to kužno znamenje, odzadaj je kupola Petrove cerkve in seveda, če bi šli tule desno, je Štefan's dom tule nekje. Torej, kaj vidimo na tej grafiki? Sprevod ob kronanju Marije Terezije. Namreč Marija Terezija je ugotovila, da bojo ti ceremonijali pomagali utrditi vezo med njo in pa njenimi podaniki. Torej, Marija Terezija se da ukronati za nadvojvodinjo Avstrije in vseh dednih dežel, torej tudi vojvodinjo Krajinske, Koroške, Štajerske in tako naprej. Torej, vse, kar pravzaprav obsegajo naše dežele. Ampak to je bilo seveda tisto malo pravzaprav. Tisto, kar je bilo seveda veliko bolj pomembno, je bila tale krona. Krona svetega Štefana. Ena najstarejših evropskih kron, dejansko je stara 1000 let, bizantinsko delo, in to je sveta krona madžarskega naroda. Tako pomembna je, da imajo Madžari v svojem grbu, čeprav so republika. In Marija Terezija leta 41, torej 1741, odpotuje z Dunaja. Ni bilo treba daleč. Glavno mesto Madžarske takrat ni bila Buda, še manj Pešta, pač pa Bratislava.
To je glavno mesto Madžarske tedaj. In Marija Terezija pride po Donavja, manj kot en dan rabi. Bila je mlada, bila je lepa in bila je mamica. Namreč v rokah nosi pravkar rojeno dete, bodočega Jožefa II. In madžarsko plemstvo je bilo seveda navdušeno. Zbrali so se z namenom, da sicer Marijo Terezijo malo tako okrog prinesejo, ampak ko je bila tam mlada, svetlolasa ženska z bujnim oprsjem in pa bodočim moškim naslednikom, so menda bili vsi enotni in so sprejeli, kot bi mi rekli, salomonsko rešitev. Namreč na Madžarskem ni obstajalo salijsko pravo. Hkrati pa še nikoli na Madžarskem ni bilo kraljice. Kaj zdaj? Rekli so, ni problem. In Marijo Terezijo uradno okronajo za kralja Madžarske. Pa je bila ženska, ampak ok, bo pa kralj. Vseeno in s tem je bilo rešeno. Marija Terezija zavlada formalno kot kralj, ne kot kraljica, ampak pustimo zdaj spol gor dol, krona je bila na njeni glavi in ne samo to. Marija Terezija je dobila zdaj navdušeno podporo madžarskega plemstva, ki se ni izkazala samo v ploskanju pa solznih očeh, pač pa predvsem v vojski. Torej, to, kar je Marija Terezija krvavo rabila. Madžari so dali svoje najboljše vojake. Treba je povedati, čisto po pravici, tudi naši južni sosedi Hrvati so se tule zelo izkazali. Hrvati tedaj prispevajo glavni del madžarske konjenice, tiste konjenice, ki je zelo pomagala Mariji Tereziji v naslednjih letih. Torej, zdaj se seveda začne vojna tudi na ta način, da Avstrijci ali pa Habsburžani ne prejemajo samo klofut, pač pa seveda tudi in predvsem zmagujejo. Tukajle imate Marijo Terezijo in pa zraven krono svetega Štefana. Vi morate vedeti, da naziv apostolskega kralja Madžarske, torej ta naziv, ki ga je Marija Terezija imela, je najvišji naziv, ki ga je imela. In tudi do konca monarhije se ohrani ta naziv apostolskega kralja, torej kralja, ki je enak apostolom. Samo pomislite na Franca Jožefa, njegovo cesarsko, kraljevo, apostolsko veličanstvo. Tudi Marija Terezija je bila, bom rekel, podobno naslovljena. Ne bomo seveda o teh titulnih. In Marija Terezija se je zelo pogosto rada slikala z Štefanovo krono, ker je bila to najvišja krona, ki jo je imela. Marija Terezija ni čisto nikoli slikana z cesarsko krono svetega rimskega cesarstva, ker ni bila njena. Bila je potem krona to njenega moža. Glejte, kakšen je pravzaprav konec te vojne. 8 let traja. Vojna za avstrijsko nasledstvo. Če pomislimo, kako slabe karte Marija Terezija imela, da pravzaprav v Evropi skoraj nima zaveznikov, je vse skupaj se silno dobro rešilo. Torej, imamo tukaj izgubo Šlezije, vidite, tega dela, in pa izgubo Parme. Torej, Parmo dobijo španski Burboni za enega mlajšega svojega sina, Šlezijo obdrži Friderik Veliki. Vse ostalo, torej dedne dežele, Madžarsko, Češko, posesti tule ob Renu in Belgijo ter Toskano obdrži Marija Terezija. Torej, lahko rečemo, da je Marija Terezija lahko srečna, obdrži tudi Milano, to območje. In zanimivo je, da je Marija Terezija tudi bila srečna, ampak izgube Šlezije ni nikoli preživela. Vemo, da je hotela celo zamenjati Milano z Šlezijo. Torej, Frideriku je predlagala, naj vrne Šlezijo, ona mu dala Milano. Milano je bil mnogo bogatejši.
Ampak Marija Terezija je imela eno, ne vemo, neko romantično ljubezen do te dežele, kjer mislim, da tudi nikoli ni bila. In seveda je v Šleziji videla neko svojo usodo, ampak Šlezija nikoli več ni postala del avstrijskega cesarstva. Medtem ko Milano seveda ostane avstrijski do sredine 19. stoletja. Kakorkoli, Marija Terezija je bila seveda zdaj trdno v sedlu in to seveda jo zdaj napelje na številne reforme. Glejte, reforme Marije Terezije so, bomo rekli, tehnični pojem. Vsi ste že slišali za njih, celo verjetno boste kako od teh reform prepoznali. Na tej točki bi seveda se dotaknili enega zelo pomembnega vprašanja. Zakaj? Zakaj je Marija Terezija reformirala Avstrijo? Zdaj najlažje je reči seveda zaradi tega, ker je bilo to nujno potrebno in s tem bomo tudi pravilno odgovorili na to vprašanje. Ampak kljub temu, za reformami mora vedno stati tudi neko prepričanje. Glejte, mi, pa ne samo mi, zgodovinarji nasplošno, Marijo Terezijo uvrščajo v krog tako imenovanih razsvetljenih absolutistov. To ste že vsi slišali. Razsvetljeni absolutizem v Avstriji in začnemo naštevati. Marija Terezija, Jožef II, Leopold II. To so razsvetljeni absolutisti. Narobe. Marija Terezija ni bila razsvetljena. Ideje razsvetljenstva so ji bile tuje. Sovražila jih je. Marija Terezija je bila predvsem in povsem pobožna ženska. Njena vzgoja je bila krščanska vzgoja. Torej, vzgoja, ki je diametralno pravzaprav nasprotovala temu, kar je seveda razsvetljenstvo predlagalo. Marija Terezija je v svojem prepričanju, da je razsvetljenstvo nekaj, kar je narobe, nadzorovala svoja dva najstarejša sinova, Jožefa pa Leopolda, do te mere, da je vohunila za tem, kar ta dva bereta. Pa ne, ko sta bila doma v Šembrunu, pa na dosegu njene roke. Ne, ko je Leopold že ne vem koliko časa vladal v Toskani in to zelo uspešno, mu je Marija Terezija pisala: Poldi, tega pa ne smeš brati. Dobesedno tako. Ker je moj jezuitski spovednik rekel, da so to knjige, ki škodijo tvoji duši. Leopold je bil seveda prijazen fant, je mami pisal: mama, saj ne bom bral, je pa še kaj drugega, še hujše stvari. Ampak pustimo. Jožef vemo, da je bil prostozidar, kar Marija Terezija tudi ni podpirala. Tudi njen mož je bil prostozidar, to je še manj podpirala, ampak nekaj je dejstvo. Marija Terezija ni bila razsvetljena, bila je pa pobožna. V najboljšem pomenu te besede. Kaj hočem s tem reči? Marija Terezija je iz svoje globoke vere, svojega krščanstva, bila prepričana od prve do zadnje sekunde svoje vlade, da mora vladati tako, da bo ljudem dobro, da bodo ljudje dobro živeli. Kot krščanska vladarica mora vladati tako, da bodo njeni podložniki zadovoljni, srečni, da bodo živeli v izobilju, in vse njene reforme, od prve do zadnje, so namenjene temu. Torej, Marija Terezija ne vlada zato, ker pač seveda je prebrala take in take knjige, pač pa zaradi tega, ker seveda se ji zdi, da je temeljna prvina krščanstva dobrota in ljubezen do svojega bližnjega. Pa je to mož, ali je to sin, ali je to ta zadnji kmet, ne vem, kjerem kotu njenega ogromnega imperija. In to je tisto, kar Marijo Terezijo seveda pripelje do reform. Prva reforma, ki je bila seveda nekje mati vsega skupaj, je reforma vojske. Namreč Marija Terezija je od prvega dne naprej ugotavljala, da je bila avstrijska vojska v katastrofalnem stanju. Ukaže reformirati vojsko. Zato so bili zaslužni trije ugledni
in seveda tudi zelo izkušeni poveljniki. Prvi je bil njen svak, pravzaprav dvakratni svak. Torej, Karl Lotarinški, brat njenega soproga in mož njene sestre. Torej, Karl Lotarinški je poveljeval avstrijski vojski, dosegel neki zmag v tej vojni in je seveda najbolj vedel, kje so težave avstrijske vojske. Drugi, zelo zaslužen je ta veličasten gospod, knez Venčeslav Lichtensteinski, pripadnik dinastije, ki še danes vlada državi. Morda kot zanimivost, Lichtensteinska dinastija je samo ena od dveh dinastij na svetu, ki vlada državi, ki se imenuje po njej. Torej, ne imenuje se oni po Lichtensteinu, pač pa država po tej družini. Druga družina je seveda savdska družina. Da sta obe dve zelo bogati, pretirano je samo slučaj. Kakorkoli, knez Lichtensteinski je tudi ne samo vojak, tudi kot ga vidimo v oklepu, odličen diplomat, podpornik umetnosti in tudi on seveda se zaveda, kaj je treba. Posebej zanimivo je pa tale gospod grof Daun, ki pa seveda je bil nekoliko nižje, tako na družbeni kot vojaški lestvici in je poznal seveda življenje med navadnih vojakov, častniškega kadra in vedel, kaj so tiste najbolj pereče težave, ki tarejo avstrijsko vojsko. In Marija Terezija je seveda poslušala te gospode, če hočete, to komisijo. Sicer se ni spoznala na vojsko, ampak je vendarle jih poslušala, preudarila in marsikaj izboljšala. Najprej je uvedla posebno odlikovanje. To je red Marije Terezije, ki postane izredno popularno odlikovanje, največje odlikovanje za hrabrost, ki ni bilo podeljeno samo plemstvu, pač pa kmalu tisti nižji rangi odlikovanja pridejo tudi na, bomo rekli, navadne vojake. Torej, odlikovanje za hrabrost. Zdaj seveda, da je lahko bilo odlikovanje podeljeno, je vojska morala najprej kaj narediti. Zdaj, problem seveda avstrijske vojske je bil ta, da ni bilo primernega častniškega kadra. Seveda, navaden soldat se je boril za Boga, domovino in Marijo Terezijo. Brez najmanjšega vprašanja je šel v boj. Ampak kaj je to pomagalo, če častniki niso pojma imeli, kako se bojuje, kako je treba strategijo narediti, kako je treba recimo uvesti obleganje nekega mesta. Torej, častniški kader je rabil izobrazbo. Marija Terezija samo pokima in ustanovi cesarsko vojaško akademijo. Torej, za akademijo nameni nekdanjo cesarsko palačo v Wiener Neustadtu in še danes je v tej zgradbi, ki je sicer iz časa cesarja Maksimilijana, torej stara čez 500 let, avstrijska vojaška akademija. Torej, Marija Terezija naredi odlikovanje, torej viteški red, ki bo spodbujal hrabrost, predvsem pa seveda je rekla, rabimo častnike, ki ne bodo samo hrabri, pač pa bodo tudi kaj v glavi imeli, da ne samo, da bojo se zaleteli v bitko, v vojno, pa potem seveda hrabro umrli, koristi ne bo pa od tega nobene. In torej ustanovi se ta vojaška akademija, ki še danes obstaja kot avstrijska zvezna vojaška akademija in domuje v tej zgradbi, ki jo je Marija Terezija namenila. Uvodoma, ko smo začeli o tej vojni govoriti, smo rekli, da Marijo Terezijo pravzaprav rešijo Madžari. In Marija Terezija v zahvalo Madžarom ustanovi ta prekrasen viteški red, torej viteški red svetega Štefana in lahko vidite, da gre za res madžarski nacionalni red, torej barve, bela, zelena,
rdeča, potem dvojni škofovski križ in pa MT, Marija Terezija. To je viteški red, ki se ohrani kot najvišje državno odlikovanje Madžarske tja do konca druge svetovne vojne, poudarjam druge, ne prve, in seveda habsburški vladarji, vključno z zadnjim Karlom, so bili veliki mojstri tega viteškega reda. Torej, Marija Terezija je sploh skrbela za to, da so bili različni narodi hvaležni za njen prispevek, za njeno, bomo rekli, zanimanje. Torej, zanimale so jo vse stvari na področju vladanja. Zdaj, Marija Terezija je bila seveda v tem trenutku že precej bolj samozavestna in se je začela poigravati z mislijo, da bo treba iti tudi še enkrat v vojno, da bo Šlezijo dobila nazaj. Tisti, ki jo je pri tem zaviral, je pa tale gospod, grof Kaunitz. Gre za češkega plemiča, ki je bil predsednik vlade. Kaunitz je bil odličen pravnik, administrator in je uvedel celo kopico drugih, predvsem civilnih reform. Od tega, da so razporedili davke bolj pravično, torej tudi cerkev, tudi plemstvo je bilo obdavčeno. Potem seveda dobimo razne druge reforme na področju šolstva. Uvedejo se osnovne šole z zelo široko šolsko obveznostjo. Tu Marija Terezija spet seveda gleda ne kot neka razsvetljena vladarka, pač pa kot mi bi rekli, oziroma še lepši je nemški izraz, kot Landesmutter, kot deželna mati, ki jo skrbi usoda svojih otrok. Torej, Marija Terezija je nekako po kmečki logiki rekla tako: če bodo otroci hodili v šolo, bojo nekaj znali, če bojo nekaj znali, bojo lahko kako strokovno knjigo prebrali in bodo vedeli, kako se boljše polje obdelati, pomeni, da bojo imeli boljši pridelek, bolj bojo jedli, bolj bojo zdravi, kar je facit tega, da bojo boljši vojaki, več bojo naredili, država bo zaslužila, davki bodo višji lahko zaradi tega, ker bojo več ustvarili. Torej gre za tako kmečko logiko, ki nima, bom rekel, nekih visokih idealov od zadaj, pač pa zdravo kmečko pamet, bi rekli. Torej, pa s tem ne delamo Mariji Tereziji nobene škode, pač pa jo pravzaprav lahko rečemo, še bolj poudarimo njeno veličino, ker konec koncev z to omejeno izobrazbo je dosegla mnogo več kot njen tako zelo opevan in izobražen in razsvetljen sin, torej Jožef II. Ena od tistih reform, ki so seveda zelo ključne, je terezijanski kataster. Tule vidite zelo lep izpis iz tega katastra. Če vas zanima, kaj tu gor piše, to je kataster posestva Bokalce, tule na Krajnskem. In piše, koliko je veliko, koliko ljudi tam živi, koliko je seveda se česa predela v normalnem stanju in tako naprej. Torej, popis cele države. Jožef potem seveda to še predela, dokončen kataster pa potem naredi njen vnuk, vnuk Marije Terezije, cesar Franc, in ta kataster je najboljše, kar imamo še danes. Pri vsej moderni tehnologiji sta Marija Terezija, Jožef II in pa Franc I tisti, ki, hvala Bogu, da smo jih imeli, ker imamo vsaj en spodoben kataster. Pa ne samo mi, tudi naši bratje Hrvati, pa Avstrijci, pa še kdo drug. Torej gre seveda za prvi tak kataster v tem delu Evrope in tako dobro narejen, da še danes v glavnem velja. Je bolj, bom rekel, siguren, kot pa to, kar kasneje pride. Šolstvo, kot vemo, je bilo za Marijo Terezijo izjemno pomembno.
Marija Terezija ustanovi tudi to inštitucijo, ki jo tule vidite, to je tako imenovan Terezijanum, ogromna zgradba, cesarska gimnazija, danes je to prestižna šola za avstrijsko diplomacijo, ki seveda tudi temelji na tradiciji Marije Terezije. Marija Terezija je zelo veliko dala na diplomacijo, o tem bomo še kasneje kako besedo spregovorili. No, in bil bi smrten greh, če ne bi omenili Antona Janše, vašega rojaka, ki je seveda bil pri Mariji Tereziji dobro zapisan. Vemo, da je vodil čebelarsko šolo in kako zelo je bila ta dejavnost Mariji Tereziji pri srcu, ne pokaže samo golo dejstvo, da je Marija Terezija Janši dovolila, da je urejal čebelnjake po parku v Šembrunu, pač pa je šoli, ki jo je Janša vodil, namenila zelo podobno prestižno inštitucijo kot za vojaško akademijo, namreč palačo Augarten, torej eno od svojih letnih rezidenc na centru Dunaja. To je palača, kjer danes bivajo ti slavni Wiener Sänger Knaben. In to je bila palača, ki jo je dal cesar Leopold postaviti. Jaz sem vam par predava nazaj jo pokazal. Torej, Anton Janša ima seveda v centru Avstrije, v cesarski palači šolo o čebelarstvu. Torej, sila pomembno, ker ni bilo vseeno, če bi Marija rekla, no, gospod Janša, vi pa greste tja, v tisti skedenj, pa boste tam predavali. Če je seveda imel šolo v cesarski palači, blizu Pratra, če malo poznate Dunaj, je to, potem lahko vidimo, kako visoko je cenila Marija Terezija čebelarstvo in pa Janšo kot takega. Torej, definitivno seveda zelo pomemben element v vseh teh njenih reformah. In da ne pozabimo, še ena finančna reforma, Marija Terezija uvede sloviti tolar, ki je bil tako zelo popularna valuta, da ne samo seveda se v Avstriji razširi, pač pa postane plačilno sredstvo širom po Sredozemlju, tudi v nekaterih drugih deželah. In veste, kaj je pravzaprav najbolj zanimivo? Zadnja država, ki je imela tolar Marije Terezije za plačilno sredstvo, je bila Etiopija cesarja Haile Selasija. Ko so njega vrgli s prestola 1975, je tolar Marije Terezije nehal biti plačilno sredstvo v Etiopiji. Gotovo Marija Terezija ni nikoli sanjala, da bo v Afriki se plačevalo z njeno podobo. Ne vemo, Etiopcem bila ta podoba, te mogočne, prsate dame tako všeč, ali pa dejansko kakovost denarja, ki je nesporna. Dejstvo je, da je bila Marija Terezija že 200 let pokopana, ko je seveda v Etiopiji še vedno njen denar veljal za uradno plačilno sredstvo. No, zdaj pa spet seveda pridemo do vojne. Avstrija je bila okrepljena, vse te reforme smo našteli, finančno je bila na dobrih temeljih, vojaško tudi, in zdaj seveda je bilo treba narediti naslednji korak. Torej, sovražnik je znan, Friderik II. Želja osvoboditi Šlezijo. Marija Terezija je ženska, ki se ni kar tako zanašala na slepo srečo, pač pa je šla v vojno pripravljena. Vojaško in diplomatsko. Torej, sklenila je zavezništvo. Nekaj, kar Avstrija v prejšnji vojni ni imela. In tu seveda lahko rečemo, da pride do sila nenavadnega zavezništva. Torej, prvo zavezništvo sklene Marija Terezija, tule jo imamo v tistem času, je tako izgledala, z svojim tradicionalnim, starim, tako rekoč, dednim sovražnikom Francijo. Ludvik 15. Je bil presrečen, da je lahko sklenil sporazum, kot je on rekel, z Madžarsko oziroma z Ogrsko
kraljico. Tista figura, ki je tu naredila največ, da sta Francija in Avstrija zakopali bojno sekiro, ki je bila odprta oziroma na planem več stoletij, je bila metresa Ludvika 15., Madame Pompadour, ki je občudovala Marijo Terezijo in ona je vodila korespondenco med Dunajem in Parizom in v končni fazi Ludvik, ki je gospo Pompadurjevo poslušal v političnih zadevah, se z veseljem podpiše pod dokument. Torej, stoletja stare zamere so bile pozabljene in Francija, ali pa bolje rečeno, Habsburško-Lotarinška dinastija na eni strani in Bourboni na drugi strani se zdaj vržejo v tako besno sklepanje zakonskih zvez. Torej, stoletja prej nobenih, zdaj pa bomo videli, da se vsi Bourboni, v tem času imamo že 4 linije, v Franciji, v Španiji, v Neaplju in v Parmi, začnejo poročati z Habsburžani in Habsburžankami. Bomo seveda tudi o tem kaj povedali še danes. In potem pride k tej zvezi še ena figura, ruska carica Elizabeta Petrovna, torej hči Petra Velikega, zelo samosvoja, muhasta figura, ki je pa sovražila Nemce. In ko je Marija Terezija, njena kolegica, ji pisala, je Elizabeta z veseljem rekla, bomo poslali Rusov, kolikor je treba, ne samo da tega Prusa poteptamo, če bo treba, je rekla, bojo Rusi tudi do Rena korakali. In tako se je zgodilo. Začela se je tako imenovana 7-letna vojna, katere potek je seveda zelo, zelo zanimiv. Namreč ravno Elizabeta je bila tista, ki je to vojno, bomo rekli, potem tudi predčasno zaključila. Namreč rezultat vojne ni posledica toliko raznih zmag, kolikor posledica Elizabetine smrti. Glejte, Friderik Pruski je bil poražen. Ruska vojska je bila v Berlinu, Avstrijci so zasedli Šlezijo, Francozi so zasedli pruska območja v Porenju in Prusija je bila na robu zloma. Potem pa Elizabeta umre. Infarkt, carica umre in njen naslednik Peter III., ki je bil rojen v sicer, bom rekel, potomc Romanovih, torej nečak njen je bil, rojen pa v Nemčiji in se je imel za Nemca, takoj sklene mir. In Friderik Veliki, Friderik II. Je zdaj rešen. Avstrija in Francija sta bili finančno preveč na tleh, da bi lahko vojno nadaljevali in vojna se konča. Brez nekega rezultata. Marija Terezija sicer lahko bila zadovoljna, njeni vojaki so se odlično izkazali. Zveza z Francijo se je ohranila kljub številnim naporom. Ampak tiste češnice pa ni bilo. Šlezija je ostala nemška, je ostala pruska. In to je tisto, kar je seveda zelo, zelo pomembno. Glejte, v tem času Marijo Terezijo zapusti njen mož. Torej, cesar Franc umre leta 1765, v Innsbrucku ga infarkt. Marija Terezija je bila užaloščena. 15 let, kolikor je še živela, je nosila črnino. Vemo, da ni imela časa za druge moške. Če je ženska, jaz si to predstavljam, moški te izkušnje nimamo, ampak če si predstavljam, da je bila 16-krat noseča za svojim možem, pa kakšne bolečine, pa kakšne težave so danes, kakšne so bile šele včasih, ko ni bilo medicine tako razvite, pa da je vmes še vladala, pa se vojskovala, pa ne vem kaj počela, verjemite, da ni imela ne volje, ne kaj drugega, da bi še kakšne ljubimce imela, kaj šele po strani otroke. Vse te zgodbe so dejansko izmišljene. Torej, razni romani, ki so na to temo, so pač romani, lahko zanimivo, zabavno branje, več od tega pa ne. Lahko mirno rečemo, da je bil zakon lep, predvsem, ker sta se zelo hitro odločila, kdo bo kaj,
In Marija Terezija je seveda pustila moža, da se je ukvarjal s financami in to zelo uspešno, znanostjo, marsičim drugim, kot smo rekli, tudi kak skok čez plot se je zgodil. In Marija Terezija je bila zelo, zelo žalostna, ko je umrl. Konec koncev, če se v zakonu rodi 16 otrok, to ni ravno dokaz, da se ne bi imela rada. Zelo, zelo lep zakon je bil, eden redkih v tistem času. Marija Terezija dobi zdaj novega sovladarja. Torej, nemški knezi seveda niso bili prav nič presenečeni, da se kot kandidat za novega cesarja pojavi Jožef, torej sin Marije Terezije in Franca Štefana, ki ga brez težav izvolijo za cesarja. In zdaj je sovladar Marije Terezije in tu zdaj trčita dve osebi. Marija Terezija je bila gospodovalna, navajena, da je vse po njeno. Konec koncev je vladala že 25 let, Jožef je bil mlad, vihrav, in kot smo mladi, imamo vedno občutek, da znamo boljše, več kot pa starejša generacija. To je bilo od nekdaj tako in je še danes tako. In tu sedaj pride do številnih težav. Jožef je bil razsvetljenec, pa rečemo levo usmerjen, pogojno. Marija Terezija tradicionalna, konzervativna figura in to ni šlo skupaj. Kar je bilo seveda po svoje hecno, ker v bistvu sta večinoma isto hotela. Vsak sicer iz svojega razloga, ampak cilj je bil isti, ampak nista se mogla zmeniti. Kar naprej so razni prepiri. Glejte, Marija Terezija kljub temu seveda vlada še vedno samostojno, pri tem pa mora dopustiti nekaj izjemnih potez svojemu sinu, predvsem seveda bomo videli na področju zunanje politike. Tule imamo eno tako veličastno podobo Marije Terezije, podobo, ki nekako tudi, lahko rečemo, ilustrira slavne besede Friderika Velikega, ki je Mariji Tereziji izrekel s tem poklon, da je rekel, končno imajo Habsburžani dedca na prestolu. Ne vemo, ali je to sliko videl, ampak Marija Terezija tu na tej sliki definitivno nikaka, bomo rekli, nežna ženska, pač pa deluje odločno in gospodovalno. Če smem reči moško, če lahko to rečem pri ženski, ki je 16 otrok rodila. Glejte, in kaj se zdaj zgodi? Friderik postane zaveznik. Ko je bilo vojne v Šleziji konec, Friderik postane zaveznik. Jožef in Friderik sta se dobro razumela in Marija Terezija mora zdaj tule sodelovati. V to povezavo med Avstrijo in pa Prusijo pa vstopi še ena oseba. Katarina II. Ne, nisem se zmotil v spolu. Katarina Veliki. Namreč podobno kot je bila Marija Terezija kralj Madžarske, so seveda francoski enciklopedisti rekli Katarina le Grand, torej veliki. Nikoli ni bilo ženske s tem vzdevkom in je tudi ni bilo nikoli več. In dan današnja, pač rečemo Katarina Velika, ampak Francozi in tudi njeni sodobniki so rekli veliki. Zato, da so poudarjali, da je tudi v tej družbi velikih Konstantinov, Aleksandrov, ne vem koga še vse, ona enaka ali pa še bolj pomembna. Torej, dobimo povezavo Avstrija, Prusija, Rusija. Zakaj? Zato. Torej, Poljska. Glejte, poljska država je v tem času bila poleg Rusije največja država v Evropi. Obsegala je več kot 1 milijon kvadratnih kilometrov. Bila je pa obupno zaostala, neorganizirana, predvsem pa je vladal nek politični kaos. Na tej točki nimamo časa, da bi vam razlagal vse finese poljske ustave, ampak samo tisto glavno. Vsak poslanec v poljskem parlamentu, sejm se mu reče, je imel pravico svobodnega ugovora. Kaj je to pomenilo? Da je lahko vsak poslanec v parlamentu dal veto na vsak zakon. Pomislite naš parlament, kaj ključno bi bilo,
Koliko imamo poslancev? Ja, 90, a ne? Veste, koliko jih je imel poljski parlament? 27 000. A si predstavljate, da najdemo med temi 27 000 nekoga, ki mu ni všeč? Nekdo, ki je revn, pa mu nekdo plača dolgove. Vsakič, ko je bil kak zakon na dnevnem redu, se je našlo, ne eden, stotine takih, ki so dali veto. Kaj se zgodi? Ja, nič. 200 let Poljska ne sprejme nobenega zakona, ker so kar naprej blokade v parlamentu. Temu pravijo Avstrijci, Prusi, torej Prusija, Avstrija in Rusija, srečna anarhija. In to anarhijo izkoristijo. Torej, enostavno si zasede vsak svoj del Poljske. Rusija, Katarina, tule sploh ima velik apetit, zasede to območje. Avstrija to območje, Prusija to območje. Kasneje pride do še nekaterih delitev, ampak to že v času, ko je bila Marija Terezija mrtva. Marija Terezija pravijo, da je jokala, ko se je to zgodilo. Namreč bila je katoličanka in ta sporazum z Rusijo in Prusijo je omogočal, da so seveda Avstrijci zasedli ozemlje sosednje katoliške države. Friderik Veliki je menda zapisal naslednje besede Katarini v enem pismu, napisal je tako, midva bova že, midva sva stara tolovaja, tako je napisal, ampak kako bo pa Marija Terezija za svojim spovednikom upravila, to me pa prav zanima. Po drugi strani je bil pa Friderik tudi zelo pronicljiv in je napisal o Mariji Tereziji. Bolj je jokala, več je vzela. In kakorkoli je to vendarle res. Glejte, tukaj imamo mesto Krakov, nekdanjo prestolnico Poljske. Vidite, da tik ob mestni meji gre meja. Torej, kar leži južno od Krakova, je seveda bilo avstrijsko. Zdaj vas pa jaz vprašam, kaj leži južno od Krakova? Čisto tule na meji, par kilometrov iz mesta. Ste že bili kdaj v Vijelički? Bili, Rudnik soli, največji rudnik soli na svetu. A veste, koliko denarja od davščin na sol je ta rudnik prispeval? Toliko, da je bilo za 20% poljskega proračuna. Veliko več kot vsi ti bogi kmetje, ki so zdaj bili pod rusko ali pa prusko oblastjo. Torej, dejansko je Marija Terezija dobila največ. Tisto, bom rekel, najbolj dragoceno stvar, ki jo Poljska sploh imela. Torej, rudnik soli. In s tem dobijo te besede Friderika Velikega, ki se zdijo malo cinične, čisto tako realno podlago. Glejte, Franc Štefan in Marija Terezija, smo rekli, imata 16 otrok. Tule lahko vidite del te družine. Cesar, Marija Terezija, v Šembrunu so naslikani in seveda ta družina je tista, ki jo Marija Terezija brez najmanjšega problema uporabi v politične namene. Torej, Marija Terezija in pa njen soprog ležita danes pokopana skupaj v grobnici. Ampak ena od zaslug Marije Terezije, ki še nismo omenili, je seveda polepšanje Dunaja. Tule imamo pogled, ki ga je Beloto naslikal z Belvedera dol, potem trg Lobkovič, potem seveda neki dvorcev Marije Terezije, Šembrun, torej, če je kaj na Dunaju vezano z Marijo Terezijo, je to. In seveda v teh prostorih Marija Terezija snuje tisti pravzaprav največji uspeh svoje politike, torej poroke svojih otrok. Tukaj vidimo Marijo Terezijo z družino v času, ko je bil Dunaj že bolj prazen.
Marija Terezija vidite, da je vdova in od njenih hčera in sinov jih imamo tule zraven bore malo. Jožef je, potem je Marija Kristina z možom Albertom, Marijo Antoaneto imamo še tule, potem sta pa na obisku Karl Bourbonski in pa njegova žena, hči Marije Terezije. Torej, bolj mala je ta družina. Zakaj? Zaradi tega, ker Marija Terezija seveda uspešno poroči in poženi svojo družino po vsej Evropi. Mi bomo zdaj v bistvu naredili en uvod, ne sicer čist pravi, ampak vendarle v naše naslednjo predavanje, naslednji teden, ko bomo govorili o njenih otrocih. Ampak že zdaj bi vam rad pokazal, kako pomembno je seveda bilo to, da je Marija Terezija imela toliko otrok. Glejte, najstarejši, Jožef, je bil prvi, ki se je moral poročiti. Zelo nerad. Zelo nerad, ampak seveda kot vladar je rabil soprogo, je rabil naslednika. In kdo je bil tisti, ki je seveda bil, oziroma bolje rečeno bila, njegova nevesta. Glejte, tukaj imamo mamo in hči. Torej, jaz sem tu se malo hecno izrazil. Imamo Elizabeto in pa Izabelo Parmsko. Tisti, ki malo poznate imena, boste vedeli, da je to Elizabeta pa to Elizabeta. Torej, ime Elizabeta je identično Izabela, samo jezik je drugačen. Torej, mama je Elizabeta, Madame Elizabet, najstarejša hči Ludvika 15. Ki se je poročila v Parmo z svojim bratrancem Filipom, Bourbonsko-španskim, in sta imela več otrok, med katerimi je seveda tudi ta luštna mala Izabela. Zdaj, zakaj je ona Elizabeta, mati pa Izabela? Elizabeta je bila rojena v Franciji in tam se Elizabeti reče Elizabeta. Ker pa je seveda njen soprog bil španski Bourbon in ker se po špansko reče pač Izabela, je ta mala bila Izabela. In tukaj jo imamo, luštno najstnico, ki se potem poroči z Jožefom II. Naslednji izmed sinov, ki je prišel na vrsto, bil drugi najstarejši, Leopold, moj najljubši Habsburžan. Eden najbolj brihtnih, najbolj pametnih, kar jih je kdaj v avstrijski vladarski hiši zrastlo. In hvala Bogu, španski Bourboni so tudi tule imeli primerno nevesto in tukaj jo imamo. Marijo Ludoviko Bourbonsko, rojeno v Španiji. Jasno, več naslednji teden o teh dveh, pa še o kom drugem. Ampak nekaj pa vam lahko tule povem. Namreč Marija Ludovika in pa Leopold sta se imela še bolj rada kot Marija Terezija in pa njen Franc Štefan. Namreč ta dva sta imela 18 otrok. Torej, Marija Terezija ne samo, da je sama bila zelo močna ženska, tudi namreč morala je biti močna fizično in psihično, da je 16 porodov skozi dala, pač pa je očitno te gene podala tudi naprej. Torej, Leopold in Marija Ludovika imata 18 otrok. Torej, neverjetno veliko število. In ne samo to, vsi Habsburžani, ki jih imamo danes, so njuni potomci. Torej, iz tega roda naprej izhaja potem Habsburška dinastija. Potem imamo nadvojvodo Karla, enega mlajših sinov, nepoznanih, precej nepoznanih, in nadvojvoda Karl se poroči v Italijo. Končno ne z kako bourbonsko princeso, pač pa z tole gospo, Marijo Beatrice de Este, zadnjo dedinjo slovite ferrarske in kasneje modenske vojvodske hiše, torej Este, in tako nastane linija Habsburg Este. Zadnji pripadnik te linije je bil nesrečni Franc Ferdinand, ki so ga v Sarajevu
umorili. Njegovi otroci, ker so bili rojeni v zakonu, ki ni bil stanu primeren, so danes vojvode Hohenberški, oziroma zdaj so že vnuki. Torej, na ta način Habsburžani podedujejo še eno ozemlje v Italiji. S tem pa še ni bilo konec te zgodbe. Torej, nadvojvodinja Marija Amalija, še ena od njenih hčera, tule vidite v zanimivi mitološki preobleki, kot boginja Diana je. Zdaj, ti otroci so si grozno podobni med sabo, se vidi, da so si bili, bom rekel, res žlahta in bolj spominjajo na očeta kot na mater. S kom se pa poročila Marija Amalija? S temle, Karlom I. Bourbonsko-parmskim. Torej, Marija Amalija se poroči z bratom žene svojega najstarejšega brata. Torej, Izabela Parmska, žena Jožefa II. Je bila sestra tega Karla, s katerim se zdaj Amalija poroči. S tem se Habsburžani poročijo v družino Bourbonsko-parmskih in potomka tega para, Marija Amalija in pa Karla Bourbonskega, je seveda tudi Cita, ki se potem poroči z zadnjim Habsburžanom. Jih bomo še omenjali, z cesarjem Karlom. Nismo še na koncu. Marija Karolina, zelo, zelo zanimiva figura. Tukaj je na sliku sloviti Mengs, najboljši portretist tistega časa. Marija Karolina se poroči z vladarjem, ki je bil, milo rečeno, prava katastrofa. Zdaj, ta isti slikar Mengs ga je naslikal tako zelo zanimivega. Sicer je bil otrok, ko je to nastalo, ampak to je bil Ferdinand IV., kralj Neaplja in Sicilije. Verjemite, da je zrastel, bil zelo visok, bomo naslednjo predavanje to pogledali. Ampak razvoj ne ostal pa na tej stopni. Namreč govoril je samo neapeljsko narečje, niti umival se ni posebej, ker takrat niti ni bila navada in milo rečeno, bil je prava pokora. Ampak Marija Karolina je morda bolj, kot pa vse njene sestre skupaj, podedovala karakter svoje matere. Najprej se je mož gabil, potem sta imela tistih obvestnih 16 otrok, tudi ona dva. Če vam začnem naštevati, kam vse so ti otroci se poročili, smo konca, do konca tedna, ne samo današnjega predavanja. Torej, ona kmalu spozna, da je mož ji čisto podložen in ona vlada po tem Neaplju. Ne bomo rekli, da ravno najbolj uspešna vlada v zgodovini te države, ampak ni pa bila posebna katastrofa. In potem seveda tista, ki vsi poznate, ki je pa bila, nažalost, katastrofa, predvčerajšnjem je bila obletnica njene usmrtitve, torej Marija Antoaneta, ki jo tule vidimo v vsem razkošju, ki ga omogoča položaj francoske kraljice. Marija Antoaneta se poroči z Ludvikom XVI. Torej, vnukom Ludvika XV. In seveda, če zdaj pogledamo, imamo serijo potomcev Marije Terezije in na drugi strani Ludvika XV., ki sta ne samo zakopala stoletno vojno med Habsburžani, med zgodovino, pač pa sta tako povezala ti dve dinastiji, da je danes pravzaprav nemogoče povedati, kdo ni s kom v žlahti. Morda samo, ker je ravno tak dan, njuna hči, torej hčerka Ludvika XVI. In Marije Antoanete, je pokopana v Sloveniji, v Kostanjevici. Danes je obletnica smrti brata Ludvika XVI., Karla X., ki je umrl na naših tleh in je tudi pokopan na naših tleh v Kostanjevici. Ampak tudi hčerka Marije Antoanete, vnukinja Marije Terezije, je pokopana v Kostanjevici. Torej, vsekakor zelo zanimiva zgodba.
No, od nadvojvodi Albertu Saškem in pa Mariji Kristini, smo pa že zadnjič nekaj govorili in bomo še. Torej, to sta ta dva, ki sta zbrala tiste čudovite risbe, ki so danes v Albertini jasno poimenovani po Albertu. Torej, za konec imamo Marijo Terezijo tukaj na tem slovitem spomeniku na Dunaju, ki ga vsi poznate, med obema velikima muzejema je ta spomenik, kot vladarico, kot deželno in tudi dejansko mater. Torej vladarico, ki pravzaprav ostane vsem svojim podložnikom, edino toskanskim, v res lepem spominu. Težko bi našli vladarja v zgodovini, ki bi vladal tako številnim ljudstvom kot ona in ki bi tako enozvočno bili seveda na njeni strani. Pa iz različnih razlogov. Slovenci dobimo šole, Anton Janša postane njen čebelar, pa še bi bilo seveda kaj zapovedati o Mariji Tereziji in Slovencih. Madžari dobijo prve po dolgem času vladarico, ki govori njihov jezik in seveda lahko bi šli naprej, rekli Milančani dobijo Teatro alla Scala, Marija Terezija da to operno hišo postaviti. Že čist na vodu sem vam rekel, tedaj nastade tudi zrezek, ki mu Italijani pravijo bisteka milanese, tule v naših krajih pa Wiener Schnitzel, torej še ena lepa dediščina. Rekli smo, ni naroda, ki bi Mariji Tereziji ne bil hvaležen od njenih podložnikov. Meni se zdi sramota, da nima pri nas kakega obeležja, kakega spomenika, ki bi si ga zaslužila. Pa če smo levo ali desno usmerjeni politično, mislim, da za dosti pozitivnih lastnosti najdemo Slovenci lahko v tej dami, da bi si zaslužila saj en doprstni kip kje, ali pa kak mali trg, ali pa kako peš pot, da bi po njej poimenovali. Lani je bila lepa prilika, ko smo praznovali 300 let njenega rojstva, pa mislim, da nikoli ni prepozno. Torej, hvala za danes, čez en teden o njenih potomcih.